Sem vedel, da boste prišli. Ok. Ajde da vidimo, kako mi to vegetarijanci žgemo. Ajde, piči Ugo. Kje je Tarzan? V kuhni! Tarzan trenutno se gre v napad, sred kuhne stoji in laj sprašle, kaj bo v kuhni, kaj gre to? Tarzan na dnevnih glaši so vrško, čuda ni več, pa nam pa ni. Stalo so na sami skudo ne kosti, same kosti, same kosti, same kosti. Je Tarzan ponovo in Jane je potekla, hitno rekolačno okno je spekla. Jej, dragi Tarzan, da dobil in močen boš kot slon. Kje si hodil? Svata leta, no. Good. Okay. Ali dobrodošli v Novi Gorici po dolgem času, ne? Se spet srečujeva in mislim, da to ne pomeni, da se samo danes srečava, ampak da se srečujeva, če ne drugo tudi v mislih, če se ne vidiva, ne? Točno to, ne. Pa vsake toliko let poživo. Zelo poredko, ampak... Ja. Zgleda. Vedno se vračaš v Gorico, ne? Kaj te na to Novo Gorico tako veže? Veže me nič, ampak skatepark je lep. Jaz se tebe spomnim mogoče za eno tako anekdoto, ne? Ali je v enem starejšem obdobju, ne? Ko sem bila jaz mlajša, priletel s skateom, z avtobusom v Novo Gorico na oddajo na Radio Koper in potem nisi šel več domov, ne? Nekaj časa si živel kar v Novi Gorici, a se spomniš tega? Koliko časa? Ma ne vem, 3 tedne nisi hotel stran iz mojega stanovanja. A toliko, kaj? Rock'n'roll. Je totalno. Super je bilo. Spomnim se tega, da si oboževal toaste, sem ti mogla skozi peč. A imaš še rad toaste? A je to važno? Ja. Jo, tudi se poje kakšen toast, še včasih, seveda. Da ne bova okrog tega. Za uvod, no, mislim, da se lahko razberejo gledalci iz tega, da mi dva z Aljem se že dolgo poznava, da ne morem ravno uradno s tabo se pogovarjati, ker mi niti ni do tega, ne? Težko bo, ja. Ne da se tako. Kakšen imaš pravzaprav ti odnos do ljudi, kako se počutiš, ja, kadar te sploh kdo kaj sprašuje, intervjuji so taka zanimiva reč, ne? Ja. Rad daješ izjave, pravzaprav ti je to pisano na kožo ali ne? Zadnje čase sem opazil, da določeni mlajši so prišli tako, v bistvu ne pripravljeni, ne, samo jih ni toliko zanimalo dejansko, vsebinsko, ne. Pa pol malo smešno se pogovarjaš s človekom, ki mu ni mu to ne pomeni mu zdaj to. To mu pomeni, ne vem, mogoče eno plačo več. Ampak večinoma pa valjda dobre izkušnje in seveda je del tudi tega, kar gre zraven samim koncertom, ne. Moraš malo promovirati, moraš povedati, kje si, kaj si in kako je. Ja, cool je na splošno. Dragi Tarzan, da dobil in močen boš kot slon.
Pa se ti zgodi, da recimo, ko se nekdo pogovarja s tabo, pa zdaj mimo tega, da je to intervju, se ti na cesti te še vedno kdo ustavi, pa imaš občutek, da te poznajo ravno zaradi tvojega dela, zaradi tvojih tekstov oziroma glasbe? Ja, valjda, mislim, se dogaja tako. Mislim, ne, mogoče ne valjda vsak dan, pa tako, ampak načeloma, ja, se zgodi vsake toliko časa, kdo kar stari, ti si pa meni live spremenil, tako, no. Zanimive zgodbe, pa slišim, ja. Pa to jemlješ kot breme ali kot nekaj lepega, kar ti je dano? Ne, v bistvu kul je, ne, kako bi rekel, ene take emocionalne, avtorske, ki jih dobivaš za nazaj, v bistvu, ne. Večinoma, ja, so te novi stiki kar pozitivni vsi, ne. Je to tudi recimo eden izmed razlogov, da si se odločil, da ob tej tvoji obletnici pokloniš, ne, prav konkretno slovenskemu občinstvu nekaj, lahko bi temu rekla, ekskluzivnih koncertov, ne, namreč ne živiš v Sloveniji, o tem bova kasneje. Kaj je pravzaprav zbudilo to željo po tebi, da se še enkrat razdaš, ne, ljudem daleč naokrog? Mislim, vsekakor je najbolj ta datum pomemben, ne? Mislim, datum, ker je okrogla neka 15 let izdaje prve plošče in CD-ja. Mislim, 15 let, Ja, 15 let je. Ne, pa 10 let od izida Smetane za frende in že tudi nekaj časa nisem pač nastopal, ne, in tudi meni to malo pogrešati začneš, ne. Če si bil toliko aktiven v eni stvari, pa se mi zdelo, da je zdaj ta pravi čas, no, da ne bi zdaj čakal še 5 let, pa naredimo 20-letnico, ne, to pa ne bi imelo enega smisla, no. Mislim, meni osebno, zato ker takrat se mi zdi pa, da tisti komadi, ne, se pravi leva scena, pa to mogoče pa res ne bodo več aktualni. Da pa ti jaz povem, da so to večni komadi. Veš, kako so rekli Mila Dojka, Nevergreeni so to, ne? Ja, Nevergreen, sam Mila Dojka ni več, recimo, ne. Sploh, ne. Ja, okej. Tudi če bi želeli, je težko, ne, zaradi te člani so šli pa toliko narazen, ne. Ipak tisti je bil band, tle pri meni je bil to bolj nekako vsem moj projekt, kljub temu, da sem, mislim, fejst sodeloval še z drugimi glasbeniki takrat, ja. No, se ravno to sem te hotela navezati, ne. Ja. Veš, zanimivo je, ne, reperji itak, ne, ste mojstri besed, lahko bi rekli, da ste poeti, ne, na svoj način, ampak tako, redko se zgodi, da vas vidimo v živo z zasedbo, ne, z bendom, to si verjetno pogrešal, ne, sej, ajde, repaš si lahko tudi sam kopalnici, ne, pa se imaš fajn, ne? Ja, točno to, ne, da je ekipa na odru, nekako tak groove, ne iščem, pa ga ima in ga tudi nekako, kako bi rekel, razširja pozitivno, veselo naprej, ne. Mislim, imamo res krasne odzive na koncertu. Meni je neverjetno, da dejansko toliko ljudi zna te tekste, pa ne za sam refren, ampak prav te rime, kakor si rekla, na pamet, ne, in to, kar repajo zraven, neverjetno. Še posebej zanimivo je pa, ker ni to samo iz ene scene, ne. Dejansko na mojem koncertu vidiš od metalcev do, mislim, skaterji, reperji, vsekakor, ampak vidiš tudi, kako bi rekel, pestro publiko, no, ker ni omejena zdaj, ne, zdaj bo to elektro, event, DJ, a veš tako. Ne, gremo na Alija, ne? Mislim, gremo pogledati en hud moment, a ne, tako. In zgleda mi to prinaša ene take emocije, tiste, ko so odraščali, ne, in to bilo 15 let nazaj. Mislim, tako je zanimivo, ne. Mislim, v prvi osebi meni je zanimivo na odru, ko se to dogaja, no.